Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vibraciji števila 5 oziroma danes smo 14. in sem dobila idejo, dajmo pokukati na strani 14 in danes dejansko bomo govorili o energiji števila 5. Danes je v krščanstvu začetek velikih obredov ob veliki noči in zame je velika noč praznik vstajenja, praznik novega življenja. Vemo, da danes se proslavlja spomin na zadnjo večerjo in v glavnem moli se križev pot in nenazadnje, glejte, vsak izmed nas ima v svojem življenju določen križev pot, ki ga ima za prehoditi. Da umre staro, na koncu koncev vsak izmed nas ima kakšno svoje lastno vstajenje, ne. Zame v bistvu križev pot je ponazoritev tega, kako človek večkrat v življenju pade in potem se naenkrat pokaže pomoč, nekdo pride, nekdo ti poda roko, nekako se stvari uredijo, da lahko lažje greš naprej. Tako da v bistvu praznik, recimo sploh veliki četrtek, je zame praznik, ko v bistvu, ja, res je energija 14, petice, ko lahko padeš na staro in umreš in obupaš. In recimo, če pogledamo prav Sveto pismo, na veliki četrtek zvečer je Jezus potil krvavi pot. Se pravi, molil je, vse ta polje zlobe, energije je dobesedno butnilo v njega in je molil celo noč in krvavi pot potil. In potem je bil izdan, on je vedel za to, da prihaja do tega, da bo usmrčen. In res verjamem v to, da ima vsak izmed nas v svojem življenju neke prelomnice, neke osebne padce, navidezne padce, ki mogoče vodijo v novo življenje, v drugačno življenje, ne. In zame je velika noč absolutno praznik življenja, vstajenja, nove energije, preporoda, nikakor ne visenja na križu, ampak res praznik tega, da lahko vsak v sebi notri zmaga. No, in zdaj, če pogledamo vibracijo števila 5, ali pa najprej poglejmo, to je iz knjige Ko imajo duše žur. Vibracija števila 5 je sporočilo, nahajate se sredi pomembne spremembe, ki vam bo obrnila življenje na bolje. Pri vseh življenjskih spremembah je modro prositi za nebeško pomoč. In če se zdajle nahajate sredi orkana, glejte, prosite za pomoč in boste videli, pomoč vedno pride, ne. Pomoč, se pravi, je moč, nova moč, verjemite mi, vedno pride. No, in zdaj, če pogledamo, pojdimo najprej na karte prehodov v novo dobo. 14. karta je vera. Verjamem vase in v svoje božanske sposobnosti. 14, zanimivo, da je prišla karta vera. Vse je tako, kot je prav, mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. Neskončnemu v meni lahko vse uspe. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežema brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca, življenje me ljubi. In ja, življenje me ljubi. No, in zdaj, če pogledamo v ta novo knjigo, Ko imajo čakre žur. Na strani 14 se nahaja zgodba. Težave so gnojilo, ki pospešijo našo rast. V osnovni šoli sem imela učiteljico slovenščine in ta moja učiteljica, gospa Sedej, je res pač rada me je imela in uživala je v tem mojem pisanju. In v bistvu je bila ona res človek, ki je verjela vame in ne vem, verjetno tudi v moje izražanje. In spomnim se, ko smo brali Branka Čopiča, to je srbski pesnik, in smo brali neko pesem Noge v blatu, glava v zlatu. In ona, ko to beremo, ona sprašuje po razredu, kaj to pomeni, in vsi
pač skomigajo z rameni in nihče ni vedel. In ona se obrne proti meni tako in reče: "No, Minka, zdaj jim pa ti povej." Jaz sem zmrznila prav tisto, ne vem. Danes vem, kaj to pomeni. Noge v blatu, glava v zlatu. To je lahko prispodoba za sončnico, ki črpa iz zemlje hranila, da sije, da cveti. Lahko je pa prispodoba za naša življenja. Bolj kot si v dreku, bolj več imaš gnojila za svojo rast. Se pravi, vzemite te težave kot gnojilo za svojo rast. In po drugi strani lahko to vzamemo kot živo blato, ki te lahko tudi pogoltne. In to je dejstvo. Tako da, glejte, če ta trenutek brodite v blatu, ne obupati, ampak res ne obupati. To je gnojilo za vašo rast. In zdaj, recimo, ko je pomlad, ko vemo, da moramo pognojiti, če želimo, da bo nekaj zrasel, ali pa da bo bolj rasel, glejte, vzemite res težave kot podporo za vašo duhovno rast. No, tako da v glavnem to je na strani 14 v knjigi, ko imajo čakre žur, in potem naprej na strani 15 pišem: dajte svojim celicam navodilo, kaj naj naredijo. In v bistvu, ko začnemo afirmacije izrekati, sprejemam dejstvo, da vsaka moja celica vibrira v ritmu višje ljubezni. Zavedam se, da je vsaki moji celici utrip življenja. Zavedam se, da je vsaka moja celica odsev vesolja. Dovoljujem, da vsaka moja celica vibrira v ritmu stvarstva. Zavedam se, da je vsaka moja celica stvarstvo. Drage moje celice, poslušajte me. Pripravljena sem se osvoboditi vsega, kar mi ne služi več. Kličem vijolični žarek očiščenja. Naj moje celice zažarijo kot popoln vir božje svetlobe, ljubezni in harmonije. In prav vijolični žarek očiščenja je tisti, ki prinaša toploto, zdaj sem v bistvu včeraj poslušala en video prav o tem vijoličnem žarku očiščenja in dejansko vijolični žarek očiščenja nas napolni tudi takrat, če vam majčkeno zakuha, je to očiščevalna energija, ki čisti. Povezan je z nadangelom Zadkielom. Nadangel Zadkiel je mojster vijoličnega žarka in poleg Jezusa Kristusa je več vnebovzetih mojstrov, eno od njih je tudi Saint-Germain. Saint-Germain je živel v času francoske revolucije in je bil označen kot čudežni mož Evrope. Govoril je dejansko vse svetovne jezike in ni se staral, bil je tam okrog 40 let star in jedel je zelo malo oziroma redko so ga videli, da je jedel z drugimi, ker prav hrana nosi energijo, In je želel preprečiti francosko revolucijo, želel priti, ozavestiti ali pa osvestiti voditelje, da bi stopili skupaj. Ampak takrat so bili v tem, vemo, da na francoskem dvoru je bila takrat kraljica Antoneta, ki je bila kraljica visoke mode, ki je imela nešteto zlatih čeveljčkov in tako naprej. To je bilo vse načičkano v raznih lasulah in na drugi strani lačni kmetje, ki so se potem uprli, ker dejansko niso imeli za življenje. Tako da v glavnem, škoda, da takrat niso potegnili skupaj in vemo, da se to obdobje še vedno vleče. In verjamem, da tako kot vsaka kača, ko ji odsekaš glavo, potem nekaj časa še vpleta s tem repom, pač tako se dogaja tudi pri nas zdaj, na splošno v življenju ali pa tudi v svetu. Vemo, da na velikost je videti, da tonemo. Ampak po drugi strani pa verjamemo to, da vsak zase, ko se prebujamo v sebi noter,
gradimo svojo moč. In bolj kot gradimo svojo moč, bolj smo v povezavi s stvarstvom in več kot nas je teh svetlih duš, ki sijemo, večja je svetloba na zemlji, ker prinašamo svetlobo. No in potem, zdaj če grem na knjigo, Ko imajo duše žur, na strani 14, govorim, kako je prav to obdobje teme zagrnilo zemljo. In začelo se je v začetku 4. stoletja, je postala uradna vera rimskega imperija krščanstvo. In so jo majčkeno priredili, sploh krščanstvo, zapise Svetega pisma. Iz Svetega pisma so izbrisali vse, kar se tiče reinkarnacije, in dali odlok leta 553, da kdor zagovarja reinkarnacijo, je usmrčen. Se pravi, je to bogoskrunstvo. Z namenom, da bi na ta način lažje komandirali oziroma peljali nevedno ljudstvo. In potem še pokristjanjevanje. In pokristjanjevanje je dejansko bilo tako pač na ostro. To pomeni, da kdor ni sprejel uradne vere, je bil usmrčen. In stari obredi so se še vedno ohranili, recimo sploh na Tolminskem, zato ker so ljudje zbežali v višje predele, tam okrog Krna, in so še vedno izvajali obrede svojih prednikov. Ohranjeni so obredni krogi. Recimo lansko leto, takle čas, sem šla z gospodom Jožetom Munihom pod Krn, kjer je ohranjen ta krog, obredni krog, ki je popolna simetrija, ki je vzhod, ki je zahod. V glavnem, to so imeli naši predniki popolno zmerjeno, kako postaviti te kamne, da proizvajajo energijo. No in prav danes sem poslušala na gaia.com, to je v bistvu televizija Gaia, o tem, kako te megaliti, se pravi Stonehenge in tako naprej, te kamni, ki so bili v pravilnem zaporedju postavljeni, da v bistvu nič ni slučaj, da so postavljeni tako, da srkajo energijo zemlje, ker zemlja vibrira, in da je to v bistvu popoln sistem za kozmične žarke. Celo Greg Baden, ki je napisal knjigo Med znanostjo in duhovnostjo, pravi, da je v bistvu to lahko bil celo portal za medčasno potovanje, za transformacijo na druge planete in tako naprej. In vemo, da v Sloveniji, ko se je začelo pokristjanjevanje, cerkve so postavljene na te obredne kroge. Večji del vse cerkve so na močnih energetskih točkah. In če zdaj pogledamo, da so bili to prvotno obredni krogi in da so to najmočnejši portali, krščanstvo je točno vedelo, kam je potrebno postaviti pač cerkev, zato ker so bili ljudje tako navajeni hoditi na te obredne kroge. In naslednja stvar, kar se tiče cerkva. V Sloveniji je menda toliko cerkva, kot je visok Triglav. In pomislite, Slovenija je ena velika energijska točka, en velik energijski portal. In ena stvar, kar bi se mi kot narod mogli začeti zavedati, da smo dejansko veliki in veličastni. In zanimivo, da najstarejši jezik, sanskrt, ima 30% korenov besed iz podobne naši slovenščini. A veste, a so to naključja? Vede, ki so eni od najstarejših spisov, dejansko so podobni slovenskemu jeziku. In gospa Darinka mi je rekla, to je ena modra gospa, da recimo v sanskrtu je izraz za moškega je cigan in za žensko je candra. Candra, zdaj ne vem, če razumete to besedo, ampak jaz jo razumem, ker sem
pač iz teh koncev doma, iz Škofjeloških hribov. In Candra je bilo od nekdaj tukaj ime za žensko prostitutko, pač si Candra. Candra je bila, ni bila ciganka to, ampak tako lahka ženska, na ta način je bil to izraz. Tako da v bistvu, a ni to nekaj neverjetnega? No in o tem, kako ta zgodovina vpliva na nas, sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur, ker se moramo zavedati, da zgodovina nas definira, ker nosimo nekje vse vnoter zapise. Tudi zapise ločenosti, ne nazadnje. Ker v energetskem polju nas je vse to zapisano. No in zdaj, če gremo naprej na knjigo Ko ima življenje žur, na strani 14, pa govorimo o tem, kako v bistvu ti naši hormoni delujejo, ker ti zapisi grejo po brezžični komunikaciji v našem telesu in to je hormonski sistem. In prav ženske, ki smo razštelane, imamo v sebi preveč moškega hormona in nekatere so pač poraščene. Tiste ženske, ki so preveč razštelane, ki so preveč v stresu, se jim tvori pač ta stresni hormon in postajajo možače, so borbene in tako naprej. Medtem, če ženska želi biti v ženski energiji, naj začne nositi krilo, naj začne se bolj pač rihtati, naj skrbi, naj se naliči, naj dela ženska opravila, naj si vzame včasih nekaj na off ali pa naj si nalakira nohte. Vse to vpliva na to, da ženska tvori ženske hormone. Po drugi strani pa moški, ki dela preveč ženskih opravil, pač tvori preveč ženskih hormonov in s tem sebe spravlja v stres, ker se mu ne tvori več toliko moškega hormona, testosterona. Moški hormon testosteron se pa tvori takrat, ko moški opravlja tipična moška dela. Se pravi, kida, skrbi za vrt, pa ne da, a veste, da fizično nekaj naredi, premakne, odnese. Takrat moški krepi moški hormon testosteron. Mogoče, če tudi v fitnessu na koncu koncev, če dviguje uteži ali če teče in tako naprej, moški krepi moške hormone in s tem pač ohranja svojo vitalno plat. No in zdaj naprej, če pogledamo, kaj sem pa pisala v knjigi Ko imajo hormoni žur, na strani 14, sem pa govorila o tem, kako so hormonski centri med seboj povezani. In v osnovi, hormonski center, ki je tukaj na sredini, ki je povezan s timusom, ki je povezan z centrom za imunski sistem, srčna čakra, ne deluje v paru, ampak napaja vse ostale energijske in tudi hormonske centre. Je tako kot tuljava, ki napaja vse skupaj. To je v bistvu tvori elektromagnetno polje. Po drugi strani pa prve dve čakri, ki sta na dnu hrbtenice in na sramni kosti, sta v direktni povezavi s čakrami tukaj v možganih. In spet nastaja elektromagnetno polje med tema dvema centroma in vplivata na to, da smo v ravnovesju. In naslednja dva centra, ki sta vsekakor v paru, je solarni pleksus, se pravi to, kar ne morem prebaviti in ne morem izraziti, mi zategne tukaj in tukaj in v bistvu povzročam sama sebi lahko ogromno težav, ker se ne izražam, ker ne zmorem prebaviti življenja. Tako da v glavnem je pomembno, da spravimo v svoje življenje harmonijo na vseh področjih in da zaupamo, da vse, kar se nam dogaja, je točno tako, kot je prav. In zdaj, če se vrnem na začetku te zgodbe, danes smo 14., se pravi vibracija števila 5. 5 je na sredini. Lahko te premika na eno stran, na drugo stran, ampak 5 teži k temu, daj se v ravnovesje. Daj se postavi v ravnovesje. Bodi v miru sam v sebi in ko si v miru v sebi, je vse v redu. Tako da v glavnem, to je današnje sporočilo, nenazadnje, glejte, Velika noč, ja, res je, velik praznik. Velik praznik in vemo, da v vzhodni kulturi imajo
pa sem pozabila, kateri praznik imajo zdajle, ampak v glavnem ravno tako slavijo nek praznik, ki je poln barv in tako naprej. V glavnem gre se za to, da skoraj v vsaki kulturi se proslavlja praznik novega življenja. In ta praznik novega življenja, preporoda, začetka novega cikla, je prav, da ga proslavimo. Zato si vzemite čas, da zadihate, da naredite tako praznike, ki vam pašejo, da boste imeli manj stresa, da boste lepše živeli. In v glavnem vse, kar je pomembno, je to, ne kolikokrat nekje sledimo neki procesiji, ampak da poskrbimo za to, da smo v miru. Tako da to je najbolj pomembno. In dajmo še eno karto prehodu v novo dobo pogledati. In zdaj sem očitno vzela nemške karte prehodu v novo dobo. Tukaj so karte Übergang eine neue Ära. Tele karte imajo visoko vibracijo, zelo visoko vibracijo. In zanimivo, glejte, slovenske karte imajo zadaj bohinjsko drevo. Bohinjsko drevo nisem čutila, da bi bilo to bohinjsko drevo, ampak na teh kartah je energija morja, čiščenja. Tukaj so delfini in karta Übergang, se pravi prehod, so pa kiti. In v bistvu te karte imajo zelo, zelo visoko vibracijo, tako da če rabite, če imate nekoga, ki govori nemško, odlično darilo. Te karte sem jaz napisala, pa sem jih dala prevesti. Karte kreacije slik so še vedno od Katarine Vidmar. No in dajmo pogledati, kaj je tisto sporočilo za vaš prehod v novo dobo, za vaš preporod. Kaj je tisto, kar vam stvarstvo ta trenutek sporoča, da je za vas pomembno, da se zgodi v vašem življenju. Petka. Joj, neverjetno, glejte. Številka 5 je na kartah prehod v novo dobo v angleškem jeziku ali v nemškem jeziku je svoboda. In tukaj gori je konj. Svoboda. Na naših kartah je številka 5, je karta angeli so tu. Poslani so ti, da te vodijo, ljubijo, da ti pomagajo. Čakajo, da jih prosi za pomoč. Vse, kar moraš vedeti, prihaja iz neskončne navzočnosti v tebi. Neskončna inteligenca deluje skozi tebe. Tvoje misli, besede in dejanja naj izražajo brezpogojno ljubezen, mir in dobro voljo za vse ljudi. Vem, zavedaj se, da to, kar se ti dogaja in kar daješ, da se ti 1000-krat povrne. To je energija številka, tukaj je 4, na naših kartah 5. To sem jaz zamenjala. In poglejte, angeli so tu. No, zdaj pa poglejmo, to je sporočilo kart. Zdaj pa poglejmo tale sporočilo. Svoboda. Svobodni ste. Pogumno se odločajte zase, ter si dovolite biti srečni, zdravi in bogati. Osvobodite se vseh spon, prepričanj, odnosov in vzorcev, ki vas zadržujejo v nezadovoljstvu. Bodite mirni. Neskončnemu v vas lahko vse uspe. Vašemu življenju naj vladata božanski red in mir. Vašega duha naj prežema božanska ljubezen. Na vseh področjih naj vas vodi božanska inteligenca. Svoboda. To je sporočilo števila 5. Pokazala se je še karta 18 in to je čiščenje. Moška energija, glejte, tukaj od zadaj je Triglav, voda, morje in tale karta sem vam večkrat že razlagala. Moje 3 hčerke pravijo, da je to energija transvestita. Se pravi ženska, ampak je še vedno v moški energiji, ker ona prime in počisti. Ona je močna. Ona ni ena, joj, upam, da mi bo uspel, ampak je močna, odločna in pripravljena pogledati tudi do temne plati in počistiti čisto vse. No in zdaj poglejmo energija 18. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem, spet je energija svobode. In dejansko to čiščenje, pomladansko čiščenje,
pomečite šaro stran, kaj se je nabral čez zimo, to mora stran. Dovoljujem, da se sčistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Tako da, ja, zanimiva sporočila so prišla na tale veliki četrtek, energija 4 oziroma petice, ki je očitno svoboda. Tako da v glavnem želim vam vse dobro, uživajte in predvsem lepe praznike. Poskrbite za vaš notranji mir in boste videli, v sebi imate vso moč, da zasijete vsej svoji božanski lepoti. Naj vas pri vsem tem, kar delate in kar vi ste, spremlja Božji blagoslov. Vse dobro vam želim.